Torej, detektivi sodimo v del zasebno-varnostnega sistema in sestavljamo torej, skupaj z varnostnimi službami en del tega sistema. Detektivska dejavnost v Sloveniji je prepoznava po tem, da se detektivi ukvarjamo s poizvedovanjem in pridobivanjem podatkov in dokazov za naše naročnike. Delujemo na podlagi zakona o detektivski dejavnosti, ki je bil sprejet prvič leta 1994 in moram reči, da v teh letih smo si pridobili kar nekaj dobrih izkušenj na tem področju. Z državo smo povezani tako, da nas država najprej nadzira, torej Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za varnostne zadeve in policijo je tisti, ki sprejema zakonodajo na našem področju, ki pač predlaga spremembo zakonov in tako naprej. Imamo pa tudi inšpektorat, ki pa nas nadzira, torej nadzira naše delo, delo naših članov, torej ali je to zakonito in tako naprej. Kako pa to izgleda ta nadzor? Torej, inšpektorat enkrat na leto pri vsakem detektivu opravi nadzor, ugotovi, ali detektiv posluje v skladu z zakonom o detektivski dejavnosti, ali ima ustrezno licenco, ima sklenjeno pogodbo z naročnikom, pooblastilo, ali ima ustrezne prostore, ustrezno hrambo dokumentov in cel kup teh stvari, bi rekel, ki jih detektivi moramo izpolnjevati v skladu z zakonom. Seznam, kaj detektivi delajo, kako delajo. So vsi detektivi? Noter so vsi detektivi, sicer so na spletni strani tudi objavljeni. Obstajajo v Sloveniji tudi detektivi, ki niso člani vaše inštitucije? Torej, v Sloveniji je trenutno registriranih 70 detektivov. V preteklih 10 letih smo podelili 117 licenc, tako da smo kar nekaj licenc odvzeli detektivom, bodisi iz razlogov, da so sami zaprli dejavnost ali niso plačevali članarine. V zadnjem času ne opažamo, da se detektivi, mislim, da imamo detektivov, ki delajo na črno, čeprav posamezniki še vedno opravljajo nekatere storitve, vendar tukaj je ministrstvo oziroma inšpektorat tisti, ki te kršitve ugotavlja. Torej, nekaj detektivov se še vedno izkazuje z starimi izkaznicami, ker smo jih tudi zamenjali z novimi, tako da naročniki so potrebni malo večje previdnosti, torej naj preverijo detektiva, ali res je detektiv ali ni. Sicer pa imate najbrž tudi pooblastila, da poleg tega, če kdo ne plačuje članarine ali pa če se sami člani, da nekomu lahko odvzamete licenco detektivsko. Kakšni primeri so to, recimo, če so že bili kakšni v preteklosti? Ja, mi smo imeli največ primerov, da smo odvzeli licence detektivom, ki niso plačevali članarine in ki so se tudi sami želeli, da niso več detektivi, zaradi tega, ker dejavnosti niso opravljali, bodi so opravljali v manjšem obsegu in ni bilo potrebno naprej. Imamo pa tudi nekaj primerov, da smo detektivom vzeli licenco zaradi tega, ker so prenehali razlogi za obstajanje, torej za delovanje, ker po zakonu pač ne izpolnjujejo določenih pogojev. To so, da so v kazenskih postopkih, da ne izpolnjujejo več zakonom določenih pogojev, recimo kot so, da so v stečaju, imamo primer detektiva, ki je v stečaju in smo mu vzeli licenco, pač sodišče mu je dejansko prepovedalo opravljanje dejavnosti. Kdo pa lahko postane detektiv uradno? Zakon natančno določa pogoje, ki jih morajo opravljati osebe, da želijo biti detektiv. To so osebe, ki so državljani Republike Slovenije, niso v kazenskih postopkih in niso nikoli bili kaznovani, morajo izpolnjevati pogoje višje ali visoke izobrazbe, ne smejo opravljati nalog za pooblaščenih uradnih oseb v zadnjih 4 letih. Če strnimo naše delo v preteklem letu, mislim, da smo lahko najbolj ponosni na to, da smo postali člani Mednarodne zveze detektivov. Pač vemo, da smo v Evropski uniji in tukaj smo se tudi mi prilagodili tem procesom. Drugo, na kaj smo najbolj ponosni, je to, da smo dosegli z našim delom v preteklih letih in prepričali nekatere vladne uslužbence, predvsem tukaj bi rad pohvalil Ministrstvo za javno upravo, da so se tudi odločili, da vključijo detektive v zakon, ko se govori o nadzoru nad bolniškimi staleži in prevoznimi stroški državnih oziroma javnih uslužbencev. Kajti tukaj je vlada izenačila zasebni in javni sektor in mislim, da smo z našim
minulim delom dokazali, da smo vredni zaupanja in upam, da bomo to tudi potrdili, da bo tako naprej. Kako pa se profil slovenskega detektiva ujema s tistim profilom iz, ne vem, filmov Jamesa Bonda in podobnih? Koliko je dejansko tega dela, da detektiva slovenskega naroči nekdo, ki, ne vem, sumi ženo, da ga vara? Mislim, da so to neki stereotipi in predsodki, tako da teh primerov je zelo malo. Mi se ukvarjamo z bolj resnimi stvarmi, predvsem tukaj v gospodarstvu. Detektivi rešujemo bodisi tatvine, rešujemo goljufije, rešujemo marsikakšno stvar, poizvedujemo o dolžnikih, premoženju njihovem, iščemo osebe, ki so pogrešane, ugotavljamo cel kup dokazov potrebnih za zavarovanje pravic in koristi torej naših naročnikov. Tako da v tem pogledu, da nekdo nekoga naroči, da ga vara, to je najmanj tega dela opravljamo. Katerega je največ? Največ je v zasebnem sektorju, torej ko opravljamo za državna podjetja, torej poizvedbe o premoženjskem stanju njihovih dolžnikov, o zaposlenih, o bolniških staležih, prevoznih stroških in tako dalje, ter drugih, bi rekel, zlorabah znotraj podjetij. Torej seznam vseh aktivnih detektivov. Z državo je v redu? Jaz bi rad pohvalil sodelovanje z inštitucijami, s katerimi moramo sodelovati, predvsem tukaj z Ministrstvom za notranje zadeve, njihovim direktoratom za varnost in policijo, ter inšpektoratom, glavnim republiškim inšpektoratom za notranje zadeve, ter Fakulteto za policijske varnostne vede in drugimi inštitucijami. Vendar imamo neko pomanjkljivost, ko gre za sodelovanje s policijo, kajti zakonske podlage nimamo, je pa v prihodnosti zelo nujno, da bi tudi na tem področju prišlo do nekega sodelovanja, kajti policija nam ni dolžna dajati nobenih podatkov, kvečjemu nas nadzira, če mi pravilno delamo, tako da tukaj nekako nimamo nobenega praktično sodelovanja, če smo odkriti. Hvala. Lep dan in lep pozdrav.